v bistvu za isti dan, to je bil petek 13. Redko se zgodi, zdaj bo spet petek 13. bilo menda v marcu ali v aprilu, vzela v bistvu naslovnice dela, dnevnika, indirekta, novic in pa večera, pa žurnala. Ja? Takrat je dan prej osvojila kolajno naša Tina Maze, vse posod je bilo to na naslovnici. Sicer so pa kar velike razlike, no pa bi zdaj tukaj rekla, si upamo opredeliti že na osnovi naslovnice, ali gre za quality papers, tako imenovane, ki jih v Veliki Britaniji in v zahodnem svetu ločijo, pa yellow press. Tukaj pri delu bi jaz rekla, verjetno, ne vem, dajte se sami razvrstiti, čistko, pa dajmo potem drugega. Skratka, vsi imamo na naslovnici Tino Maze, potem so pa velike razlike v nadaljevanju, kjer, ne vem, vidimo tukaj veliko podobnost naslovnice slovenskih novic, vsaj z naslovno temo, pa, naprimer, dnevnika z naslovno temo, pa dajmo do tega. Ja, to ste me dali zelo nehvaležno vlogo, ne? Aha, ne, jaz sem z uredniškega. Ne, z tega vidika, ampak ne bi želela veliki konkurenco tabiloidizirati, ne? Ne, absolutno ne. Vsak naj zase pove. Tako, kot smo do zdaj govorili, jaz mislim zato tukaj, da ja. Ja, mene bi v bistvu, kot tudi povedala, meni se to čisto v redu, mene bi tudi skrbeti, da bila naslovnica dela identične slovenske novice na Bolgariji. Aha, slovenske novice so z bombo pa z otroci, ne? Kdo je, čigavo čakanje je bilo otroka? Aleksandar? No, jaz se bom pa tukaj upal nekaj reči, ne. To, da so bile vse naslovnice enake, da je to zelo narobe, ne. Ampak to je klasična novinarska doktrina, kakor imajo doktorji svojo doktrino in te obdelujejo na poseben način, tako imajo tudi v glavi novinarji, da je treba, čeprav ko so tile časopisi šli, takrat, ko so tile časopisi šli, je že vsek v Sloveniji vedel, da je Tina Maze zmagala, ne? In to ni bilo več novega. To ni bilo več novega, ne? Ampak ta prava naslovnica bi tisti dan nekaj udarnega moralo biti dovolj, kar so novinari dobili ven, ne? A bo Goran povedal zdaj to, ker je edini izvoli nadaljevati, pardon, ja? Drugače je pa tako, ne? Mislim, da kvalitetne časopise, mi lahko govorimo konzervativni, manj, bolj konzervativni. Kvaliteto časopisa dajo tema, da bi kvaliteto časopisa in pravzaprav danes se te zadeve že malo, bistveno bolj meje med quality paper pa tabloidi se bistveno bolj že nivelirajo, kot je bilo to včasih. Hvala. Glede na to, da je, pardon, pa še pol Suzana, lahko govorim prej? Ja? Jaz bi rekla, da zdaj v Sloveniji res ena specifika, da se mogoče tudi druge, ampak tu pri nas slabe novice se najboljše prodajajo. In vse posod je tako, ampak pri nas to še mogoče pri nekih resnih dnevnih časopisih na nek način ne sodi. In če želimo recimo delati na kvaliteti pa na moralnosti, ker v končni fazi tisti kupec, ki bere dnevni časopis, se je odločil za njega in je videl neki interes, da ne kupi. Dočim brezplačnik, če mu všeč, ga prebere, če ne ga vrže. Do njega nima takšnega odnosa kot dnevnega časopisa. Torej, če ga brezplačnik osvoji za svojo resnost, ga verjetno bere in ga konzumira. Dočim recimo se odločil, da kupuje nekaj in zato investira oziroma investira v znanje, v informacijo. In verjetno ta kupec ne pričakuje, da ga danes celi dan bombardirajo samo za slabimi novicami iz vseh strani, bodi si da je to televizija, radio, internet in recimo dnevni časopisi. Zato se mi zdi, da nekako ne sodijo takšne naslovnice oziroma ne dajo karakter. Drugič bomo morali